Glavna fora zdaj je tistale Sophie in 't Veld, ki pluva po dolgem in počez po Sloveniji, po naši vladi, po našem premijeju in predvsem po naši domovini. Vse, kar ni njej prikladnega in kar ni levega, je slabo. Vendar smo dobili dopise iz Bruslja, in sicer en novinar tiskovne agencije makedonske, Boban Novković, je napisal kaj podatkov o tem. In sicer gospa pravzaprav ni Sofija, ampak je Sofija Helena, tako je njeno točno ime. In zanimivo pa je, da je ta gospa prišla v Evropski parlament leta 1994, 94 kot asistentka nizozemske stranke Demokrats 66. To stranko označujejo na Nizozemskem kot eno stranko nobel ljudi, pametnih ljudi in tako naprej, vendar nikoli ni dobila več kot 5% glasov na katerihkoli volitvah na Nizozemskem. Kot asistentka ene od poslank je delovala tam samo 2 leti. Od leta 1996 do leta 2004 pa je bila generalna sekretarka tako imenovanih evropskih liberalcev, to je skupina ALDE, v kateri so tudi nekateri naši levičarji vključeni. Od leta 2004 pa je ta gospa evropska poslanka in je nekaj časa bila celo edina poslanka te skupine Demokrats 66. No, zdaj seveda je na čelu neke skupine za spremljanje demokracije, vladavina prava in bla, 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 bla. Skratka, zadeva trošenja denarja, ki jo podpira Sorosova fundacija, tako ali drugače, obenem z njenimi sateliti. Zanimivo je, da je ta gospa zagovornica federalizacije Evropske unije. Skratka, Evropska unija naresla nekako varianto bivše Jugoslavije, čeprav se že kaže, da je Evropska unija 10-krat slabša, kot je bila nekakšna bivša skupna država, socialistična federativna republika Jugoslavija. Zanimivo je pa še nekaj, da njene stranke, to se pravi teh Demokrats 66 na Nizozemskem, znotraj sploh ne volijo, kdo bo šel v parlament, ampak jih stranka sama imenuje. To se pravi, daleč stran od demokratičnega odločanja, daleč stran od kakršnekoli demokracije. Šefi ali pa tisti, ki jim je kakšna gospa všeč, oziroma če jim je kakšen gospod všeč, ga postavijo na mesto v Evropski parlament. Volitev, to za njih ni pomembno. Na tak način imenujejo pravzaprav tudi župane in pa evropske poslance in sami sebe pravzaprav imenujejo na te določene položaje in potem pač delajo, kakor delajo. In zanimivo pa je, da so to Sofijo Heleno leta 2018 izrabili kot glavno orožje pri rušenju imenovanja vodje kabineta Jean-Clauda Junckerja kot kandidata za generalnega sekretarja komisije. Skratka, marsikaj je ta gospa naredila seveda v korist levih, ekstremnih, dekadentnih, tistih, ki rušijo demokracijo, tistih, ki rušijo evropske postulate, evropske kulturne korenine, ki hoče uničiti vse, kar je evropskega in pripeljati nekaj noter, nekaj zblojenega, degeneriranega in tako naprej. Konec koncev, v kateri državi imamo pedofilsko stranko? Na Nizozemskem. In kdo je ustanovitelj? Eden od najvišjih predstavnikov političnega življenja. Skratka, gospa, po mojem mnenju, ni čisto gladka, ampak zna se pa lepo uturiti. Zna pa lepo pumpati ljudi proti tistim, ki hočejo imeti red in pa disciplino in ki hočejo zagotavljati prave demokratske vrednote. Mislim, da gospa van der Welt bo kmalu šla v pozabo, ohranili jo bomo v enem čudnem kvadratku, v enem črnem okviru, ampak tako kot Evropska unija, kot kaže zdaj, gre k hudiču, bo šla tudi ta gospa. Še nekaj sem pozabil, se zgodi. Gospa je kot evroposlanka
dobivala na 10.000 evrov za nadomestilo za bivanje v hotelu, kjer sploh ni bivala. In so jo ujeli, seveda, in baje je celo naknadno prinesla ponarejene račune. No, pa tudi takrat so jo ujeli in so jo razkrinkali. Ampak ta gospa, ta bo nam govorila, kaj je demokratično in kaj je prav in kaj je legitimno in kaj je v skladu z zakoni. Pa dajte ga srati.